Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort. Čas je, da potegnemo črto, zato ker so črto pod sezono potegnili tudi pri Lakersih in se v bistvu z metlo poslovili od končnice lige NBA. OKC, kot zdaj že veste, je bil boljši v seriji z 4-0, prepričljivo, žal brez Luke Dončića. Ampak tako pač je. Danes je to zgodilo na zadnji tekmi. Čeprav minuto pa pol do konca je še kazalo, da bi mogoče lahko bilo zanimivo, ne? Takrat, ko je Hachimura zdel trojko, pa še prekršek, ampak na koncu vendarle prekratki. Tako da 4-0 proti OKC-ju. Na koncu srečanja še je Luka dal izjavo. Zdaj, če je bila to končna izjava sezone ali še bo kakšna novinarska konferenca, še v tem trenutku ne vem, niti ni važno. V glavnem, tega se dotaknem, kaj je izjavil Luka po tej tekmi, kaj to pomeni za košarkarsko zvezo oziroma za Slovenijo, ker zdaj več ni skrivnost, Luka ne bo igral tokrat za reprezentanco v letošnjem poletju. O tem bom razglabljal, o tem, ali je to zadnja sezona LeBrona Jamesa, kaj pomeni ta izpad za Lakerse, kaj je prineslo to mogoče dobrega, kaj slabega. V glavnem, bom si dal duška na poti domov, bom previden, brez skrbi. Če pa so vam podobne analize všeč oziroma če radi razglabljate o tem, če imate radi košarko, košarkarske highlightse, vabljeni, da se mi pridružite na tem kanalu, da kliknete subscribe, se pravi, da se naročite moj kanal, slišite kakšen všeček in tako naprej. Ampak za spremembo bi pa začel z enim vicem, ki je moj čist primeren za današnji dan, ker je malo stisnilo. V glavnem, sin polarni medved pride do očeta polarnega medveda in ga vpraša: Ata, kaj je, sinko? A mi smo res polarni medvedi? Ja, pa si ti ziher, si sigurn? Pa ja, valjda. Ok. Gre sin polarni medved do mame, reče: Mama, kaj mi smo sigurno polarni medvedi? Ja, pa valjda, sine, kaj me to sprašuješ? Mama, pa si ti sigurna? Pa ja, kaj ti tebi je? Pa mrzlo, v materno. Zdaj si je stisnilo mrzlo, ledeni može, Pankraci je začel na polno, Sofka še pride, v glavnem ta teden bo mrzlo, oblečite se. Ok, akcija, reakcija. Lakersi 4-0, OKC prepričljivo, preko njih nimamo kaj, neke večje možnosti ni bilo, Luka ni igral. To je pod črto, neke filozofije tukaj ni. Zdaj na začetku bi se dotaknil tega, da so Lakersi videli, da brez Luke absolutno ne morejo, ampak tudi če bi bil Luka, če mene vprašate, ne bi bilo nekaj bolj enostavno, ampak niti ne vidim, če bi bil rezultat drugačen, mogoče bi ukradli zmago, 2 največ bi napovedal, več pa tudi z Lukom ne. Luka takoj po srečanju je povedal, da njega letos v reprezentančni akciji ne bo. Razlog? Veliko sezone je preživel brez svojih najdražjih oziroma brez svojih hčera. Vemo za spor med njim in med partnerko, v to se ne bom spuščal, to sem že povedal, da ne, niti ne poznam zadeve, niti ni moja stvar. Želim, da za voljo otrok rešita, kar se da najbolje gre. Skratka, mislim, da sploh prvič, odkar je reprezentant Slovenije, ga ne bo zraven in da je dal razlog za to, da bo se posvetil hčerama in vsemu času, ki ga bo skušal nadoknaditi zdaj po sezoni NBA, se mi zdi popolnoma korektno in hkrati popolnoma prav. Nič ni tukaj Luki za zameriti, tako se je odločil, mislim, da je v redu in naj preživi čim več kakovostnega časa hčerama. Mogoče sploh to ni edini razlog, vemo, ta je poškodba, ja, absolutno, da se zaceli in da se vnovič, kar se da najbolje pozdravi in pripravi za novo sezono. Morda pa kanček razloga tudi leži v tem, da je mogoče to celo dobro za njegov pravni spor, pa res ne me narobe razumeti. Prav je, da je s hčerama, naj bo,
ampak mogoče pa je malenkostna sveta tudi z strani odvetnikov pa menedžerke prišlo, da je vendarle za njegov spor in pa delno skrbništvo to dobro. Pa pustimo to ob strani, samo omenim, naj preživi najkakovostni možni čas hčerama, naj pozabijo na skrbi, ki jih tarejo in je to. Hkrati bo to priložnost letos na Oslotu za reprezentančne akcije, da še enkrat več zaceli rane in da se spočije. In ja, če se dotaknem, da Lakersi popolnoma dobenih šans niso imeli proti OKC-ju, je to mogoče en dober znak za vodstvo, da je treba okrepiti moštvo, da je treba nadomestiti neke manjkajoče člene. Hkrati pa je Luka dejal, da zato noče žrtvovati enega Austina Reevesa, s katerim bi v bistvu imeli velik kapital, ne, pri nekih pogajanjih. To je povsem logično. In pa novo vprašanje, o katerim smo že govorili, ne vem koliko časa, LeBron James. On ima močno pogodbo oziroma bi ga morali še plačati, če mu zdaj podaljšajo to ali mu poteče. Dajte tukaj spodaj pokomentirati, če veste vi kaj več o tem. Ampak v vsakem primeru je imel močno pogodbo. Pa kdo je LeBron James oziroma kdo je bil, bo seveda v nadaljne, če bo nadaljeval kariero, še vedno to zahteval. Zdaj, po mojem mnenju, Novič iti z LeBronom naprej, zdaj je on tretja violina, itak je to priznal, da je, vsem je jasno, da je za Austin, ni za Luko. Mogoče je čas, da gremo malo stran od LeBrona, kot Lakersi. S tem bi mesto za plačilno listo oziroma denar sprostili še pa še. Mislim, da bi dva res solidna igralca za ta denar, ki ga zdaj le jemlje LeBron, lahko pripeljali, pa mogoče celo Austina zadržali. Ne vem, nisem za pogajalsko mizo, nihče od nas ni, ampak neko logično razmišljanje nam veleva, da je za 41-letnika LeBrona tretjo violino to vendarle visoka pogodba, visoki denarji, ki jih on zahteva. Mogoče se da tukaj kaj drugače okrenuti. Mnenja so tukaj morda celo deljena, morda ne. Vaša mnenja spodaj so seveda dobrodošla in seveda z največjim veseljem kajkoli pokomentiramo glede tega. Moje mnenje pa je, da bi mogoče šli lahko naprej in kar se tiče rezultatskega vidika se odpovedali nadaljevanju z LeBronom in pa mogoče šli v lov za nekimi novimi, svežimi močmi, da temu tako rečem. No? Kaj pa? Zdajle še ene govorice so se vmes pojavile, da bi se Luka lahko vmes že med serijo z OKC-om vrnil ali ne. Negiral jih je v bistvu zdajle Luka na telekonferenci in je rekel, da so nekatere informacije, ki so krožile v javnosti, bile popolnoma napačne. V bistvu je sam dejal, da je začel z rahlim tekom, z nekaj šutiranja, ni še pa bil v dobenem fizičnem kontaktu, za katerega naj bi potreboval še vsaj teden, če ne celo 2. Kar v bistvu prevedemo v playoff serijo proti OKC-ju se ne bi vrnil. Tako da tukaj je potem še konferenčni finale in pa veliki finale. In pa dejstvo, da v bistvu ni igral košarke že 40 dni, kakšno je kondicijsko stanje tukaj. Zdaj pa, če gremo naprej, se pravi, Luka izpušča reprezentančno akcijo. Kakšna reprezentančna akcija še čaka, še povem. V bistvu bo Luka okoli 200 dni brez resne košarkarske tekme. A veste, kaj to pomeni? 200 dni, to je več kot pol leta. Se pravi, 40 dni od zadnje tekme, ki jo je igral, do začetka lige NBA bo pa okoli 160 dni nove sezone. Pustimo zdaj priprave, pa pustimo kakšno pripravljeno tekmo, govorimo o resni košarkarski tekmi, okoli 200 dni je ne bo. To bo čas, da popolnoma regenerira vse težave, ki jih imel in da se je več kot odlično pripravi na novo sezono. Hitro prevrtenje na reprezentančno košarko. Zdaj KZS ima tu en velik problem. Prvo z vstopnicami, ki so seveda navite proti Italiji, Latviji, mislim, da imamo še Estonijo pa Švedsko. Seveda, ker so vsi pričakovali, da bo Luka igral, zdaj se to ne bo zgodilo in astronomske cene so tukaj. Ne?
Po eni strani razumem, ne, ker si pričakujejo Luko, zdaj pa ni. Ampak Slovenc je že v predaji, ne more zdaj ti spremeniti cen. Kako se to zdaj skompenzirati, če sploh možno, vprašanje. V vsakem primeru jaz si želim zaradi fantov, ki bodo zastopali naše barve, da se čim bolj zapolni vsi sektori, koliko se pač da se zbudi fante. Sled bo to ena priložnost za ostale, da vidimo, kje smo na mlade. Ne? Jaz ful računam, da bo selektor Sekulič in pomočniki, da bojo mlade privabili v reprezentanco in dali priložnost kljub vsem izzivom, ki jih zadnje čase NCAA košarka ponuja, se pravi odhod talentov, ampak dobro, o tem smo že govorili, bomo videli. No. Tako da ja, hitro bo pa znano. Zraven tega, ne vem, če sem že omenil tukaj, letos je Evropsko prvenstvo do 20. leta v Sloveniji, stopnice so že zunaj, mislim, da imamo izredno priložnost letos, da pridemo vsaj do medalje, čeprav KZS seveda odkrito govori o lovu celo na zlato medaljo. Zakaj pa ne? Kroflič, Žak Smrekar, Mark Padjen, Joksimovič morda in ostali fanti, da ne pozabim koga, Morano in tako naprej. Arsenal je ogromen. Tako da. Ko smo še pri mladih, na mojem YouTube kanalu je v zadnjih dnevih ogromno enih highlightsov o naših mladih košarkarjev, ki sem jih izpostavil. Menič, potem fant tale iz Heliosa, branilec. So mi celo iz glave izpadli. V glavnem, kar nekaj mladih fantov, ki sem jih izpostavil v zadnjih dnevih in se lahko malo ogledate, česa so v bistvu sposobni, a ne? Tako, bodi si ga dovolj v nadaljevanju. Zdaj bom videl, kdaj bom dal tale podcast ven, ali bom to pred enim videom ali kasneje. V vsakem primeru dal bom, kaj je povedal Luka ven na zadnjem snidenju z novinarji, ali pa še mogoče celo ni bilo zadnje, ali pa še kaj Lakersi pripravljajo. V vsakem primeru, za podobne analize in highlights in tako naprej vabljeni, da se mi pridružite na mojem kanalu Greg Sport. Hvala za vsak všeček, ki spodbudi tale algoritem, komentar in pa valjda. Če so vam take stvari všeč, takšne analize všeč, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam. Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta in nič, spremljali bomo končnico Lige NBA naprej. Moja hitra napoved je, da OKC-ja ne bo nihče zaustavil. To je to. Pa še na hitro. Srečno Zvezda, ja veš, da srečno Olimpija danes proti Zvezdi, ampak težko bo. Prva tekma je za nami, Zvezda je zmagala, tako ko je malo dala na plin, je bila boljša od Olimpije. Danes pa druga tekma, ampak vemo, igra se na 2 zmagi. Srečno!